Torej, jaz sem zelo vesel, da lahko skupaj s svojima kolegoma nekratko predstavim vsebino razpisa, ki je zagledal luč dneva na našem uradnem listu v prejšnji petek. Stanovanjske hiše predstavljajo več kot 2/3 stanovanjskega fonda v Sloveniji in so zelo pomembni dejavnik pri porabi energije. Gospodinjstva v Sloveniji porabijo približno 1/4 vse končne rabe energije, od tega porabijo za ogrevanje stanovanj in pripravo sanitarne vode okoli 75%. Če imamo torej, ocena je 440 tisoč individualnih objektov, v katerih živi približno 70% vseh gospodinjstv, je naša ocena, da je varčevalni potencial največji prav na področju stanovanjskega fonda v Republiki Sloveniji. Tudi zato nacionalni akcijski načrt energetske učinkovitosti, ki je bil na vladi sprejet koncem januarja letos, na področju izboljšanja energetske učinkovitosti v gospodinjstvih posveča veliko pozornost in konkretno izpostavlja tiste ukrepe, ki največ prispevajo k celoviti obnovi obstoječih stavb. Opaznejše premike v smislu realizacije akcijskega načrta ali pa, lahko rečemo, tudi podnebnih ciljev Slovenije, ki so pa usklajeni za cilji Evropske unije, je možno doseči prav s spodbujanjem usklajenih, premišljeno načrtovanih in celovitih prenov objektov. S tem javnim razpisom spodbujamo občane k izvedbi naložb za naslednje 3 namene. Za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, za celovito obnovo stanovanjske stavbe in pa za gradnjo stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Pravica do spodbude bo dodeljena za še neizvedene naložbe na območju Republike Slovenije lastnikom oziroma solastnikom stanovanjskih objektov ter parcel, kjer se bodo naložbe izvajale, pa tudi njihovim ožjim družinskim članom, pa tudi najemnikom stanovanjskega objekta, če so investitorji s pisnim dovoljenjem lastnika. Višina spodbude za gradnjo solarnega ogrevalnega sistema, če gremo najprej k vgradnji solarnega ogrevalnega sistema, znaša 25% priznanih stroškov naložbe in je vrednostno omejena na preračunani kvadratni meter vgrajenih sprejemov. Tisti občani, ki pa bodo vgrajevali sisteme s pridobljenim znakom kakovosti, Solar Keymark, pa bodo upravičeni do dodatnih 10 evrov finančne spodbude na kvadratni meter vgrajenih sprejemov. Še nekaj podatkov. Po podatkih Solar Thermal Barometer 2006 je imela Slovenija leta 2005 vgrajenih 53,2 kvadratna metra sprejemnikov sončne energije na 1000 prebivalcev. Po tej oceni, ki je torej mednarodna ocena, gre za približno 106 tisoč kvadratnih metrov in ta podatek nas prenesljivo vršča kar na 6. mesto med 25-terico. Pred nami pa so Danska, Nemčija in Avstrija, ki pa imajo slabše naravne danosti, ki jo merimo v povprečnem številu ur sončnega obsevanja in upadle sončne energije na kvadratni meter. Zato v prvem letu predvidevamo, da bomo vgradili dodatnih 20 tisoč kvadratnih metrov novih sprejemnikov sončne energije, vsako naslednje leto pa še po 10 tisoč kvadratnih metrov več. To je torej prvi namen. Drugi namen, smo rekli, je celovita obnova stanovanjske stavbe. Za dodelitev spodbude za celovito obnovo stanovanjske stavbe pa je pogoj hkratna izvedba več ukrepov na eno ali dvostanovanjski stavbi, in sicer izvedba toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe, zamenjava zunanjega stavbnega pokrištva in pa prenova ogrevalnega sistema. Tudi tukaj višina spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in vgradnjo opreme in materijala. Najvišji skupni znesek spodbude za celovito energijsko obnovo stavbe, kot smo rekli, toplotna izolacija ovoja zgradbe, zamenjava zunanjega stavbnega pokrištva, vgradnje toplotne črpalke in pa sistem lokalne rekuperacije znaša 9000 evrov. To je torej ta zgornja meja. Tudi občani, ki so do dneva objave razpisa že izvedli enega od zahtevanih ukrepov, bodo upravičeni
do spodbude za še neizvedene ukrepe v okviru celovite obnove stavbe. To je zelo pomemben podatek, o tem je bilo zelo veliko vprašanj. Torej, če so na primer lani izvedli toplotno izolacijo ovoja stavbe, če so obnovili fasado, lahko letos kandidirajo za subvencijo, na primer, za vgradnjo kotla na lesno biomaso. In pa še tretji ukrep, akcijski načrt za energetsko učinkovitost letos nam omogoča, da smo letos prvič uvedli spodbudo za gradnjo pasivnih in pa dobrih nizkoenergetskih stavb. Višina spodbude pa upošteva dodatne stroške gradnje, zaradi boljše toplotne zaščite stavbe, zaradi energijsko varčnega stavbnega pohištva, zaradi takega ogrevalnega sistema in prezračevanja ter kakovostne gradnje, ki bo seveda zmanjšala energetsko porabo. In bo enaka za enako grajene objekte, ne glede na lokacijo v Sloveniji. Še nekaj podatkov. Spodbuda za hišo, ki bo zgrajena iz bioloških materialov in pri katerih bo izračunana potrebna energija za ogrevanje manjša od 15 kWh na kvadratni meter, to je oznaka torej za pasivno hišo, bo enaka dodatnim stroškom gradnje takšnega objekta. Ti stroški so omenjeni ocenjeni na 125 evrov na kvadratni meter. Iz tega lahko sledi, da bo najvišja možna spodbuda, to se pravi nepovratna finančna injekcija, za takšno hišo stanovanjsko površino 200 kvadratnih metrov v višini 25.000 evrov. Hiše, ki bodo grajene iz drugih vrst materialov in za večjo porabo energije, ampak največ 3-litrske nizkoenergetske hiše, pa bodo potem upravičene do sorazmerno manjših spodbud. Jaz kot minister pričakujem, da se bodo občani in občanke, lastniki in lastnice stanovanjskih zgrad ali pa tisti, ki imajo vse pogoje, da gredo v gradnjo pasivnih in dobrih nizkoenergetskih stavb, zelo dinamično odzvali na ta razpis.